Lepo pozdravljeni v oddaji In Vivo Veritas. Danes gostim dva pisatelja, ki ju verjetno že poznate, ne veste pa še, da sta napisala knjigo zgodb o Piranu. Z mano sta danes Barbara Habič in Slavko Pregl. Lepo pozdravljena. Dober dan. Torej, kaj vaju je pravzaprav, danes sta sicer v Kopru, a verjetno sta bolj vajena Pirana, v katerem, če se ne motim, vsaj delno prebivata. Kakšen je vajin meščanski status glede na Piran trenutno? Ja, midva se imava za pol Pirančana, recimo, če tako lahko rečemo. In preživljava tam, kolikor časa se le da, ne. Kaj pa vaju je pravzaprav pripeljalo v Piran, v to majhno, starejše mestece? Veliko ljudi si takole predstavlja, da bi v Piranu pravzaprav vsaj nekoč živeli, no tudi zaradi tega pa pravijo, da je zaradi tega tudi vse manj stalnih prebivalcev Pirana. Kaj pa je vaju pripeljalo tja? Torej je bil tudi ta čar, ta romantika starih, ozkih ulic, kamnitih zgradb? No, midva sva nekoč sva bila na poti v Italijo in sva se odločila, da bova prespala v Piranu in šla potem zjutraj naprej. In to je bilo enkrat februarja. Jutro je bilo noro lepo, krasno modro nebo, vidljivost do Benetk in do Triglava. In sva rekla, midva morava priti v Piran. In potem sem jaz začel prebirati oglase za nepremičnine. In potem smo nekoč bili z nekimi prodajalci dogovorjeni več kot 5-krat, da se dobimo, in oni so vedno zadnji hip odpovedali. In potem sva šla sama na lastno pest pogledat, kaj nama prodajajo. Sva ugotovila, da nama prodajajo neko črno gradnjo. So pa nedaleč stran obnavljali ta bivši hotel in na tabli je pisalo gradnja apartmajev za trg, ne. To je počelo neko ljubljansko podjetje. In sva se pozanimala in sva uspela dobiti tam neko zadnje stanovanje, ki je bilo na voljo. Na voljo je bilo zato, ker ima veliko teraso in nihče ni hotel plačati kvadrature terase. In midva nisva v bistvu vedela, kaj sva kupila. Ker je to za moje pojme seveda najlepša terasa v Piranu, ker gledamo na morje. Ima pa seveda, bi rekel, slaba lastnost je ta, da smo na robu morja, se pravi vsa vlaga, in seveda, kadar privihrajo vetrovi, še posebej tramontana, je tam od nič do popolnega viharja. In to se bo treba naučiti in navaditi, tako da ko se prvi znaki pojavijo, že drviva domov pospravljati na teraso. No, in zdaj sva tu 30 let, ne. In jaz sem se potem tudi prijavil v Piranu, tako da sem jaz uradno Pirančan. Predvsem je pa bistveno, da je moj avto Pirančan. Zaradi režima, kaj ne? Ja. No, to pa res, v 30 letih vidim, da mi je zdaj malo bolj jasno, kako ste tako dobro tudi vetrove popisali v knjigi, ker so sploh tam, ko govorite o klifu, mislim, da so 4 ali celo več, da jih je omenjenih. Ja, več. V 30 letih človek kar dobro spozna mesto, ampak se vama zdi, da kljub temu, da je Piran zelo, zelo staro mesto in se verjetno po arhitekturi ni toliko spreminjalo, da se je družba v Piranu v teh 30 letih kaj spremenila? Jaz ne bi rekla, da so to neke tektonski premiki, ne, v spremembi. Sigurno je, da Piran trpi pomanjkanje lokalnega prebivalstva, ne, in da se večja količina ljudi, kot sva midva, ne, ki prihajajo v Piran. Jaz sicer verjamem oziroma upam, da mi tudi prinašamo neko dodano vrednost Piranu, ker v končni fazi smo se v tem mestu zasidrali zato, ker ga obožujemo. Tako da se mi zdi, da problem
v Piranu je ta, da se domačini mogoče ne počutijo toliko doma v njem, kot mi, ki prihajamo iz drugih krajev. No, ampak če se pa že vi počutite tako domače, je pa nekaj verjetno že prijetnega. Prijetno je tudi zelo veliko zgodb, ki jih spoznamo tukajle, tudi ko na primer govorita o pošasti ali vse. Vse zgodbe so tako simpatične, lepo se končajo. Predvidevam, da ste jih v teh 30 letih slišala kar nekaj. Kako ste se pravzaprav, kdaj je prišlo potem do odločitve, da se odločita, dajva zbrati te zgodbe in jih tudi izdati? V bistvu je ta odločitev prišla iz Pirana samega, kar naj jo še posebej veseli. In sicer je gospa Polona Senčar, ki je en tak, se mi zdi, pomemben kulturni dejavnik tudi v Piranu in ima vedno dobre ideje, je dala pobudo. Je rekla, pa dajta vidva to napisati, no. In tako da prej nama sploh nekako to ni prišlo na misel. In potem sva midva pestovala to idejo in se nama je zdela vedno boljša. In potem sva zbrala pač tiste najbolj znane zgodbe, legende, ki živijo v Piranu, ki jih turistični vodniki pripovedujejo vse vprek, ki jih tudi domačini poznajo bolj ali manj. Nekatere so dokumentirane, seveda tudi v piranskih kronikah, kot recimo ravno ta omenjena Pošast iz Solin. Ali pa Tartini je tako dokumentiran dobro, avtor seveda, z vsemi njegovimi zgodami in nezgodami. Tako da je pravzaprav na pobudo iz Pirana zrasla ta ideja. Potem sva pa malo se še družila, pa poslušala, pa ponovno obiskala vse muzejske inštitucije v Piranu, brala knjige. In potem sva se odločila, da poveva te zgodbe na svoj način. Katere pa vama najljubše? Jaz moram priznati, da mi je ta s pošastjo kar pri srcu, ker presenetila sta me, lahko mi poveste, če je to sploh resnični podatek ali je to bolj stvar pripovedovanja in legend. Zapisala sta, da ko pride torej razburjeni solinar in se dere po mestu, naj tega ne bi smel početi, ker je bilo kričanje na javnem mestu posebej kaznovano. Ja, to je dokumentirano. To je dokumentirano. Mislim, da sem ta podatek celo, da sem ga zasledila v Media Dom Pirani, kjer je sploh veliko teh podatkov o tem, kako je bilo v Piranu pravno organiziran. In prepovedano je bilo preklinjati, razgrajati na javnih mestih in odmetavati razne smeti v pristanišču. In zato to je tudi omenjeno v eni zgodbi, zato so obstajale prav neke javne rabote, kjer so čistili te ljudje iz Pirana, so včasih zelo radi razne gradbene odpadke metali v pristanišče. Tako da stvari, ki so navedene, ne, ravno to je bila ideja, da čim več nekih takih drobnih, ljubkih zgodovinskih dejstev vpletava v same pripovedi, ne. Tako da ja. Sem pomislila, ko sta zapisala tudi, da naj bi Piran imel pred tem 23 cerkev nekoč. Ja. To zaspanci ob nedeljah zjutraj verjetno bi težje spali kot danes, ko jih je nekaj manj. Sem se pa spraševala, kako gosto so morale biti nastavljene, prav ena zraven druge. Ja, zelo. In se mi zdi, da kar se tega tiče, je Piran tudi verjetno tudi na tem mestu fenomen poseben. Poleg tega se moramo zavedati, da je bil Piran nekoč zelo bogato mesto. Ne, zelo bogato mesto, ki se je tudi ves čas zgledovalo po Benetkah, v mnogih pogledih, ne. Saj zdaj ostalo je samo še 10 teh cerkva, kar je še vedno zelo veliko za tako majhno mesto, še posebej, ker jih je treba vzdrževati, ne, še naprej.
Pred pogovorom sta mi omenila, da se ravno pri obnavljanju cerkev, pravzaprav sploh te glavne cerkve na Klifu, ki je ves čas v obnovi, marsikaj našlo. Je mogoče ta cerkev v obnovi ves čas zaradi tega, ker je na tako težkem geografskem položaju, se pravi, z ene strani valovi, ves čas pravzaprav prihajajo neki vetrovi. Kako stara je pravzaprav ta cerkev? Z njo je verjetno povezanih tudi kar nekaj legend. Kako sta se odločila, da torej prav to izbereta za zapis v knjigi? Ja, sveti Jurij je zavetnik Pirana, ne. Zato je tudi ta stolna cerkev, cerkev svetega Jurija, in v zvezi s tem pač obstajajo te legende, a ne. Zato je bilo jasno, da so se odločila. Poleg tega je ta cerkev zelo nenavadna, ker sedi kot ena vesoljska ladja, ogromna, nad mestom, in je istočasno seveda ves čas občutek, da se bo nekoč zrušila v morje, ker je na takem udaru vseh teh naravnih elementov. Je pa očitno to pač neko mesto, ki je že v pradavnini, ki so ga pač prebivalci Pirana, katerikoli so že bili, čutili kot neko sveto mesto, ker tam na tem mestu so obstajala svetišča že v prazgodovini, ne, in potem tudi v rimskih časih. Tako da je ta cerkev samo nadgradnja v bistvu nekega sakralnega prostora, splošnega. V zvezi s cerkvami se mi zdi zelo duhovita Barbarina opazka, da glede na količino cerkva v Piranu ne vemo točno, ali so bili Pirančani tako zelo verni ali so bili tako zelo grešni. So potrebovali toliko bližnjic do Boga, ne. To je en primer, kako se da iste stvari na različne načine interpretirati. In seveda tudi te zgodbe, ki so v knjigi, so lahko en pogled na stvar, obstajajo še drugi, ne. In midva sva si izbrala pač te in tako, kot so te zgodbe zapisane. Ja, res so zapisane, kot da pravzaprav tukaj na papir spravljata neko pripovedno sporočilo. Ampak sumim, da sta veliko časa, torej, če sta obiskovala institucije, preživela tudi po piranskih muzejih potemtakem. No, piranski muzeji niso tako obsežni, da bi veliko časa tam preživel, ne. Ampak midva, ko sva prišla v Piran, naju Piran zanima, ne. Midva se nisva prišla samo kopat v Piran, recimo, plavat, če vseeno je to tudi neverjeten užitek. Ampak naju mesto že od nekdaj zanima, a ne, in sva pač z leti se pač naberejo te stvari, se nalagajo eno na drugo. Vedno sva kupovala in brala vse knjige, ki so izšle v zvezi s Piranom, ki so povezane s Piranom. Tako da Kje je najboljša kava v Piranu? Ja, doma. To pa si ne bi drznila zdaj nekoga izpostaviti, to je tvegano. Tako da bom rekla doma. Ko sem omenila knjige, bi rada mogoče samo izpostavila knjigo gospoda Bonina o solinah, ki sva jo pač oba očarano brala. Tam not sva tudi našla en kup nekih podatkov in se nama zdi izjemno delo, ne. Apropos kave, ne, midva imava vsako jutro ritual, se pravi, po vseh nujnih opravkih greva v kavarno Piran, na rogljiček in na Barbara Macchiato, jaz kapučin. To je zelo dobro. Ni pa nujno, da je najboljše, ampak nama to ustreza, ne, ker so dobre stvari ne tehtava, kaj je najbolje, glavno, da je dobro. Tako kot ne smemo biti jezni, da sta napisala tako kratko knjigo, ker se res zelo hitro lahko prebere, moram priznati. Sta razmišljala, da bi mogoče nadaljevala s tem zbiranjem zgodb?
verjetno obstaja v Piranu še veliko teh legend in moram priznati, da mene bi res zanimalo, kaj še bi lahko napisala. Seveda. Teh zgodb je precej in od izida knjige do danes, med tistimi, ki sem jih slišal, mi je ena strašno všeč. In seveda, če bo prišlo do ponatisa ali kakorkoli že, bom predlagal, da jo dodava. In sicer zgodba gre takole, ne, ko je Bog delil zemljo ljudem na svetu, sta zadnji hip pritekla dva Pirančana. In Bog je rekel: "Kaj pa vidva? Kje sta bila, ko sem delil vsa ta zemeljska bogastva?" In sta priznala: "Ljubila sva se." In Bogu je bilo to tako všeč, je rekel: "Prav, vama dam pa Piran." Ne, se pravi, Ki sem ga prihranil zase. Ja. 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 Imajo Pirančani nek lep božji privilegij in ta zgodba se mi zdi sijajna. Ja, zaenkrat se jih ni še toliko nabralo, ampak recimo se trenutno ukvarjam z eno legendo, kako je nastalo jezero v Fjesi, ki se mi zdi tudi zelo lepa. Sem jo slišala od ljubiteljev Pirana in bomo videli, upam, da bo nekoč, to si bolj predstavljam kot neko slikanico recimo za otroke ali kaj takega, ne. Tudi tukaj sta vključila ilustracije. Za koga si torej predstavljata, kdo je bil glavna ciljna publika? S kom v mislih sta pisala zgodbe? Glede na to, da ima ilustracije, včasih hitro pomislimo, da gre bolj za mlade. Najina ciljna publika je najširša možna tukaj, ne. So vsi, ne. So vsi. Vsi pravzaprav. Legende so zato dosti enostavno povedane. So tudi, se mi zdi, na neki način lahko tudi poučne. In se nama je zdelo, da tukaj ni neke ozke ciljne skupine, ne. Ilustracije pa pomagajo vedno, tako mladim kot starejšim tudi. Se mi zdi vstopati v tekst, ne. No, ilustrator je tudi na neki način Pirančan, kolega Bojan Jurc. Na neki način pa pomeni kaj? Da je tudi že desetletja v Piranu, ja. No, in seveda midva se poznava od prej, nekaj knjig sva že napravila skupaj. In potem ko sva z Barbaro premišljevala o tem, ves čas se nama je zdelo, da so ilustracije potrebne, in sva potem se odločila, da povabiva Bojana, če bi ga slučajno to zanimalo, in ga k sreči je, ne. In je napravil za moje pojme odlične ilustracije, ki so točno tako, kot sva rekla. So za vse, ne, so za široke množice in so za otroke, ker otroci seveda vidijo detajle, recimo kot je ta čoln pod Svetim Jurijem in take stvari, ne. Najdejo bistveno več, vidijo bistveno več, kot mi mislimo, da vidimo, ne. Zdaj, apropos ciljne publike, se mi zdi, da je korektno, da poveva, da je občina Piran odkupila 170 izvodov. Mene kot podpredsednika bralne značke še posebej veseli, da so te knjige poklonili zlatim bralcem ob koncu šolskega leta. No, in italijanska skupnost v Piranu je pa sofinancirala prevod v italijanščino, ne, tako da je, bi rekel, neki institucionalni odziv se nama zdi lep in korekten za to knjigo. No, in jaz sem danes zjutraj preverjal podatke, sem vprašal založnika, kako živi knjiga na trgu, ne. So mi povedali, da so do danes prodali 600 izvodov v slovenščini in 158 izvodov v italijanščini, ne. Prvi natis je že skoraj pošel, torej. V slovenščini, ja. No, jaz kot, bi rekel, ki sem se postaral kot založnik, te podatke vidim kot zelo dobre. Se mi zdijo dobri, in ker je to niti ni eno leto od izida, ne, in je prodano več kot pol,
se mi zdi Ja, zelo dobro podatek. 3/4, Zelo praktično. dober Ja, podatek, ja. ne. Se pravi, da Ja. so tudi Pirančani, bi rekel, vzljubili to knjigo, oziroma in Piran preko te knjige znova zagledali v neki novi luči, ne. Saj v končni fazi nekako je bila tudi neka podtalna želja, ne, pri ustvarjanju te knjige. Mogoče se sliši pretenciozno, ampak na neki način je to najino darilo Piranu. Za vso srečo, ki jo uživava, kadar smo v tem mestu pravzaprav. In naju zelo veseli, da je bil tudi odziv Pirančanov nadvse prijazen. Tako da knjiga ni pač padla v neki prazen prostor. In od tukaj naprej zdaj lahko razmišljamo o tem, da bi izdali knjigo še v angleščini. Zdaj na srečo smo pridobili prevod, imamo skratka. Tako da bi mogoče zdaj pa pridejo na vrsto pa tuji obiskovalci Pirana, da se seznanijo z našimi legendami, z našo zgodovino recimo. Še na en tak lahkoten način. Ja, ker gospod župnik, ne, gospod Zorko Bajc, ki je seveda tudi prispeval, bi rekel, s svojimi pripombami in zgodbami k tej knjigi, je povedal, ker se knjiga prodaja tudi v Stolpu, ne, V Zvoniku, ja. Cerkve, da tujci zelo povprašujejo po knjigi v angleščini, ne. In ko premišljujemo o dodatnem tujem jeziku, ne, pač pade na pamet nemščina, ampak računamo, da Nemci znajo angleško, Angleži pa ne znajo nemško. Tako da bi bil angleški prevod zelo smotrn, ne. Kot je Barbara povedala, mi smo na zelo srečen način pridobili prevod v angleščino. In zdaj zato, da bi založnik zbral pogum in investiral v angleško verzijo, se bomo zazrli po kakšnih sponzorjih, ki bi zagotovili neki odkup, tako kot smo recimo za slovensko izdajo dosegli pri občini Piran. Zdaj pa še na turistično zvezo torej. Na turistično zvezo smo pisali, da pripravljamo to knjigo, na Turistično zvezo Slovenije. In oni so povedali, da oni knjig ne financirajo. Da pa, ko bo knjiga izšla, naj jih obvestimo, da bojo oni obvestili turistične organizacije, da je knjiga izšla, ne. Jaz si predstavljam, da bi Turistična zveza v Portorožu lahko imela nekoliko drugačen odnos od te ljubljanske vsesplošne državne turistične zveze. Pa bomo videli. No, to še vse seveda sproti, ne. Moram vaju tudi vprašati, si predstavljata, da so Pirančani naivni ali so mogoče bili v preteklosti? Nekateri liki iz zgodb se namreč zdijo mogoče malce naivni, ali je to samo pripovedni slog? Na primer, ravno ko pride pošast, se vsi sprašujejo, kaj je zdaj ta pošast. Je to res nekaj tako novega? Si predstavljam, da če so pomorci, so verjetno že videli kakšno večjo ribo. To, da bi prišel prav kit glavač v Piran, je zelo redek dogodek, a ne. In moramo vedeti, da je to 16. stoletje, da je to neki popolnoma drug čas, ne, kjer niso preveč razglabljali o morskih sesalcih, ampak so bili še vedno na jedilniku pošasti iz morja, a ne. Tako da iz današnjega vidika lahko marsičemu rečemo naivno, ne. Ampak to je bil svet takrat, a ne. In če je prišlo nekaj tako nenavadnega, kot je ogromen kit, mislim, tako kot če se je rodila, ne vem, ovca z 2 glavama, recimo, so si to ljudje razlagali kot slabo znamenje, a ne. In so pričakovali, da se bo nekaj slabega zgodilo. In se tudi je, ne. Ker v tistih časih se je tako vsakih par let nekaj slabega zgodilo, če drugega ne bi bila kuga, ne. In recimo v Piranu je bila kuga potem uničujoča, ker je, mislim, da 1/4 prebivalcev je pomrlo takrat.
Tako da na nek način to ni naivno, ne. In ta poanta, ki sem jo poskušala ravno tukaj pri tej zgodbi potegniti ven, ne, je pravzaprav ljudje so se bali hudega, ne, da to napoveduje nekaj hudega. S tem, da se to še danes dogaja, ne, da danes prihajajo eksotične živali v našo vodo, v naše vode, v eksotične rastline, ki izpodrivajo avtohtone. In nam se to sicer ne zdi preveč dobro, ampak to je zelo slabo znamenje, ker to so posledice tega, kako ravnamo s planetom. Tako da se v bistvu ni nič kaj bistveno spremenilo, ne, kar se tega tiče. No, pa tudi ta odnos, ne, količina cerkva na nek način govori o tem, da so bili ljudje prepričani, da Bog ureja vse stvari. Ne, vse nadnaravne sile, vsi nerazložljivi pojavi, to je bilo božje delo, ne, in seveda do danes nam je znanost odgovorila na marsikaj, česar se takrat ni vedelo, ne, ali vprašanje medicine, ali vprašanje, bi rekel, naravnih pojavov, potresov, eno, drugo, tretje. Znanost je, bi rekel, nek pomočnik med realnostjo in vero, ker lahko razloži mnoge stvari, takrat tega ni bilo, ne. In jaz tudi tega ne vidim kot naivnost, dostikrat mi zgodba deluje kot dobronamernost ljudi, ne, neka vera v dobro in da bo dobro premagalo zlo, ampak seveda zla se je tudi treba zavedati, ne. Če že vpletamo tukaj znanost, imata tudi zgodbo o jokajoči Mariji, za katere se je na primer pri nekaterih dalo videti v nekaterih cerkvah, da če ta kip iz tega materiala postavimo v določene prostorske pogoje, da se začne nabirati tam kontenz in da zaradi tega na primer začnejo jokati. Je bilo tako tudi pri tej Mariji, ki se je jokala? Ta ikona grškega avtorja, ki je bila v eni od piranskih cerkva, se je meni zdela predvsem, ta njena zgodba me je užalostila, ne, ker gre za eno izjemno lepo ikono. Izjemno lepo, Marija z Jezusom v naročju. In ta ikona seveda je v starih časih, v srednjem veku, pa v 16. stoletju je jokala. Skratka so ljudje v hospicu, kjer je bila najprej razstavljena, to opazili in je bilo pač potem z njo povezano pač verovanje v jokajočo Marijo. Se mi zdi iz današnjega stališča seveda to popolnoma irelevantno, kaj lahko danes dokažemo, ne, ker ta ikona je imela izjemno moč in je bila na neke vrste pribežališče ljudem v času, ko so se jim prikazovale Marije, ko se je prikazoval sveti Jurij, in iz današnje pozicije mi tega ne moremo ocenjevati in ne moremo vrednotiti, ker je bil to nek čist drug svet, a ne. Ampak tisto, kar je mene užalostilo, oziroma zaradi česar je vključena ta ikona tudi v zgodbo, je pa to, da jo je pa v današnjem času nekdo ukradel, jo razbil in jo vrgel v smeti. V smeteh so jo potem našli? Našli so jo v smeteh, samo jo skoraj polovica manjka. Ne. In zato smo pa potegnili to, da mogoče jokala, zato ker je vedela, kaj se bo z njo zgodilo v prihodnosti, ne. Mislim, tule se mi zdelo to pravzaprav nek ganljiv moment in nek strašen moment pravzaprav, da nekdo, ne vem, razumem, da nima nobenih verskih čustev, nobene afinitete do tega. Ampak včasih si rečem, ja, pa saj človeka lahko lepota premaga. Mislim, zakaj je moral to vreči v smeti in še uničiti, no. Ja, res se sliši malce nenavadna zgodba, ne, se pravi, najprej jo je ukradel, ponavadi, ko kradejo z nekim namenom, da bi prodali naprej, redko z namenom uničenja, sploh nekaj tako starega kot par stoletij. Mislim, to se mi zdi tako, stvar, ki jo ne razumem. Tako kot nas je lani strašno prizadelo pravzaprav to, da je nekdo počečkal Benečanko, ne.
da je nekdo napisal grafit čez celo steno. Raven dobro obnovljene Benečanke, ne. To se mi zdi nekaj, česar ne razumem. Je bil kakšen grafit, ki je bil proti temu, da ni več rožnata? Ne. Ne? Ker tako, se sploh ne spomnim, kaj neki, brez veze neki, ker sploh nima zveze, ampak lepa prazna stena, skratka. Uničene dela, neke lepote. Nerazumljivo. Ja, včasih človeška dejanja niso najbolj razumljiva. Vama je mogoče razumljivo to, od kod izhaja sovraštvo med Izolo in Piranom, ki je tudi se ga dotakneta v eni od zgodb? Ne, jaz ne bi tega imenoval sovraštvo, ne. To je pač Rivalstvo. rivalstvo med dvema mestoma, kot je rivalstvo med dvema sosedoma, rivalstvo med dvema fantoma v osnovni šoli, ko osvajata neko deklico, ki lepo recitira, ne. Tako da meni je bilo to rivalstvo sijajen navdih, ker iz tega se lahko sijajno norčuješ in napišeš zgodbo. Motiv je krasno izhodišče, ne. In tudi ves potek in cela zgodba, zaključek je, bi rekel, poln humorja in na neki način ljubezni, ne. Saj nekoga, ki ga dražiš, imaš po svoje rad, ne, ker ti je všeč, kako bo reagiral in vzbujaš njegovo pozornost in tako naprej, ne. Tako da jaz sicer ne poznam dovolj Izole, ne, ampak sem prepričan, da med tema dvema mestoma definitivno vlada ljubezen, ne. In zelo si želim in upam, da bo ta evropski in vsesplošen denar, ki je na voljo za zaščito mest pred morjem, ki bo naraščalo, ki ne poplavlja kar tako, ne. Da bo skupna ljubezen pripeljala do nekega razumnega rezultata, ne. Ker te debate danes o zaščiti Pirana, oziroma ugovori proti temu, da bi se Piran zaščitil, kar je strokovno, tehtno pripravljeno z vsemi potrebnimi načrti, se ne da rušiti z zgodbicami iz zgodovine, da so Pirančani znali v kleteh postaviti neke kanale, ki so to visoko vodo elegantno odstranili. Te zgodbe je konec. Oceani naraščajo. In to ne bojo, bi rekel, občasni sezonski pojavi. To je zadeva, ki jo je treba dolgoročno urediti, ne. In jaz sem prepričan, da bo in v Piranu in v Izoli dovolj zdrave pameti, ki bo verjela v znanost, ki ne bo temeljila na nekih predsodkih iz zgodovine, ko se je stvari dalo reševati z levo roko. Danes tega ni mogoče reševati tako. In se pravi, jaz sem prepričan, da bo ljubezen med obema mestoma prerasla v neki skupen napor za zaščito obeh mest proti naraščajočemu morju. Ja, pa mogoče bi jaz samo to dodala, da neko rivalstvo sigurno je vedno obstajalo, ne, med obalnimi mesti. Tako kot obstaja povsod, to ni neka obalna posebnost. Ampak tukaj je bil mogoče vzrok tudi v tem, ker so Pirančani kljub vsemu imeli neki poseben status. Ker ko so pač ta obalna mesta prišla pod prevlado Benetk, so se Pirančani edini zelo spretno dogovorili z Benečani za poseben status. Tako da oni niso bili popolnoma pod upravo Benetk, ampak so imeli neko določeno samoupravo tudi, oziroma neko določeno svojo oblast. S tem, da so bili pač seveda te solni dogovori, da so pač vsa sol je šla preko Benetk in tako naprej. Ampak to je bil podpisan prav neki poseben sporazum z Benečani in to je uspelo samo Pirančanom ali pa samo Pirančanom prišlo na misel, ne. In verjetno so jim sosednja mesta
Tudi iz tega vidika so jih obravnavali kot posebne, moteče, pravzaprav na neki način. Mogoče veste, je bil Piran včasih po velikosti med večjimi, pravzaprav zdaj med manjšimi. Ja, torej kot Koper ni bil večji, ne. Poleg tega je bilo, tukaj je bil pač v starih časih je bil vedno moment obzidja, ne, ki je bil ključen, ne, ker mesto je bilo varno za obzidjem. In zato je šlo tudi mesto v višino bolj kot v širino, ne. Tisti hip, ko pa obzidja ni bilo več, se je pa lahko raztegnilo, samo so se pa tudi prebivalci porazgubili po drugih mestih. Tako da neke bistvene rasti prebivalstva oziroma upad prebivalstva je, ne. Nekoč je bil Piran večje mesto po prebivalcih, kot je zdaj, ker so se pač tudi ljudje iz vseh mogočih krajev priseljevali v Piran, ne. Tako da na neki način govoriti o avtohtonem Pirančanu je zelo riskantno, ne. Ker v Piran so se priseljevali, kar je bilo zame, je bil to zanimiv podatek, ne. Recimo, jaz sem mislila, da so se Albanci, da so prišli v Piran po drugi svetovni vojni kot delovna sila, ne. Kar pa absolutno ne drži, ne, ampak so se priseljevali že stoletja nazaj. So prav te podatki, recimo, ne, da so Arnavti, potem Karnici, ne, potem Židje, ki so bežali iz Istre pred Franki, so bili strašno dobrodošli. Neko obdobje v Piranu je trgovina zamirala. To trgovino oziroma bančništvo so v predhodnih obdobjih držali v rokah trgovci in bankirji iz Firenc. Potem so se pa oni odselili ali izumrli ali ne vem, kaj se je zgodilo s temi družinami, skratka, je bilo treba poživiti malo trgovanje in bančništvo in so bili Židje kot naročeni za to in so jih vabili v mesto in so imeli tudi en kup nekih ugodnosti. Razen to, da niso smeli biti lastniki nepremičnin. Ampak so imeli neke davčne olajšave in tako naprej, a ne. Tako da ljudje so prihajali iz vseh vetrov, ne. Tako da nekega rasnega Pirančana se mi zdi težko najdeš, no. Oziroma ga ni, ne. Čisti Pirančan je mešanica, ne. Ja, no, kot vedno, mislim, pač taka bogata in pristaniška mesta, je jasno, da so bila vedno pač neka križišča najrazličnejših interesov, kultur, in trgovina je bila vedno gibalo tega, seveda, da so prihajali ljudje iz vseh koncev sveta, ne. Zdaj, trgovina se pravzaprav skriva tudi v vajini zgodbi o Benečanki, pa me zanima, je to zgolj mit ali je tudi zgodovinska resnica takšna, kot sta zapisala v zgodbi, da gre torej za to veliko romantično ljubezensko zgodbo? Jaz mislim, da je to mit, ne, seveda. Ker Benečanka je pravzaprav na neki način skrivnostna hiša, ne. In jaz mislim, da gre tudi čisto za neki konstrukt, ker pravzaprav ta legenda o Benečanki zelo lapidarna, ne. Tako kot jo pripovedujejo ali pa kot je zapisana v turističnih vodnikih, se jo da v 5 stavkih povedati, a ne. Tako da je bilo tukaj treba dodati vse ostalo, dodati meso pravzaprav na to zgodbo. In mogoče mi ta pravzaprav najbolj ljuba ravno zato, ker je tako zelo lapidarna, ne, da spustiš fantazijo potem na pašo, ne. Ja. Definitivno, ja. Zdaj, glede na to, da sta napisala kar nekaj teh zgodb, me zanima seveda tudi, na kakšen način sta si porazdelila delo. To pomeni, da sta se obadva hkrati ukvarjala z istimi zgodbami, je mogoče en se bolj ukvarjal z eno, drug z drugo. Kako dva hkrati pišeta knjigo? Ja, to je zelo enostavno, ker ko je gospa Polona Senčar dala idejo, da naj bi se to napravilo, jaz nisem imel neke posebne predstave, kako bi to napravil, in se je Barbara poglobila v to, ona je naredila celotno konstrukcijo, ona je zbrala te mite, legende in potem
sem si jaz pač prisvojil tiste, ki mi bolj ležijo, ne, in to sva uredila brez spora, ne, kdo bo kaj napravil. Barbara je ravno to legendo o Benečanki, ne, napisala prav tako Tartinija, to je, bi rekel, njena ljubezen. Jaz sem pa bolj take prozaične stvari, ne, se pravi pretepe, spopad. Tako da nisva oba pisala obeh zgodb, iste zgodbe, pa bi potem zbrala boljšo. To sva, bi rekel, si uredila vnaprej in seveda to konstrukcijo in rdečo nit, ki povezuje vse skupaj, to je Barbarino delo, tako da jaz sem, kot rečeno, se z veseljem lotil tega spopada, pa potem tudi sem si zamislil to, kako pride vojska in potem odkrije tega Kristusa oziroma Plavajoči Kristus. ga nek Kranjec jezno vrže v vodo in tako naprej, ne, to je taka, bi rekel, vojaška, fantovska neotesanost. To je bilo meni bliže. V bistvu, ja, zdaj, ko sta omenila križ, je kar nekaj vandalizma pravzaprav tudi povezanega s temi artefakti. Ampak na srečo je ta križ zdaj na varnem, je čudovito razstavljen v cerkvi svetega Jurija in to je eden naših najlepših gotskih spomenikov sploh, ne. Mislim, iz področja pač gotske plastike, čudovit. Tako da me zelo veseli, da je zdaj na varnem zaenkrat. Ja. Je cerkev zdaj zaklenjena? Ne, in ima tudi ima zaščitno steklo. Aha. Ja. Tako da ima Ja. vse pogoje, da preživi še naslednjih nekaj 100 let, ne. Ja. Na vsak način pa nas, ne. Ja. Da držimo pesti. Ja. Vsekakor. Zdaj, Tartini je bil seveda tudi prišel tudi v ožji izbor. Je bilo tukaj zahtevno se odločiti samo za eno zgodbo? Verjetno o Tartiniju jih vrvi kar malo morje, kar nekaj časa je preživel. Tudi hišo Tartini imamo tam v Piranu, ki je ravno nedavno izdala odlične faksimile njegovih pisem. Je bilo težko se odločiti samo za ta en mit o Tartiniju, eno legendo? Pravzaprav ne. Zato, ker je to najbolj znamenita legenda in je tudi povezana z glasbenim delom, ki je izjemno, ne. In ki ima nek svetovni sloves, ker je pač ta Vragov trilček, ki je izjemno zahteven za izvajalca. Jaz sem samo rabila nek ključ, ki bi mi odprl to zgodbo, ker jo nisem želela povedati na nek tak običajen suhoparen način, kako on tam spi in potem se zbudi v grozi in mu vrag igra, ne. In ta ključ so bile točno ta Tartinijeva pisma, ki sem jih prebirala. In tam so pač neki drobni detajli, ne, ki so zanimivi in ki sem jih pa lahko pač opletla. Mislim, taki nepomembni, ampak taki življenjski, kako je ves čas naročal padovanjski tobak, da so mu prijatelji pošiljali, ker je bil najboljši, kako sta bila z ženo strašna ljubitelja čokolade tople in sta si to uteho vsak dan privoščila in tako naprej. Mislim, en kup nekih težav z družino, ki jih sicer zelo tako diskretno omenja. Seveda je bila ta drama z družino, največja drama je bila praktično skoraj ugrabitev Elizabete, s katero se je poročil proti volji svojih staršev in proti volji njenega skrbnika, ne. To bi bila lahko neka taka romantična ljubezenska zgodba z begom in pobegom in skrivanjem in tako naprej. Sta bila vsaj primerno stara, da ni bilo še kaj takega vmes? Ja, veste kaj, govoriti o primerni starosti je malo problematično z našega vidika, ne. Za tiste Ker čase. zdaj ne moremo tudi, tako kot se zdaj zasledim debate, ne, o Prešernu in Ani Jelovšek, mislim, to so drugi časi bili in drugačna starostna lestvica se je upoštevala kot zdaj. Ne,
Mislim, zanimivo je tudi to, seveda, da bi on pač nek tak, danes bi rekli, naši otroci bi rekli, da je bil en tak Miki, ne, pravzaprav nek čeden dolgolas, strašno spreten z mečem in si je želel imeti tudi šolo mečevanja in tako naprej. No, ampak tisto, kar je odklenilo to zgodbo, je pa eno pismo, v katerem on omenja svojo najboljšo učenko. V tej njegovi violinski šoli je bila verjetno Maddalena Lombardini najbolj nadarjena od vseh. In ona je potem tudi naredila si neko sicer skromnejšo kariero kot violinistka in skladateljica. Ampak je pa živela kot deklica v neki ustanovi v Benetkah v bistvu za osirotele ali pa obubožane aristokratinje. In on jo je tam slišal igrati. In potem se je nekako tudi zavzel zanjo in potem spet v tem pismu posreduje pri svojem prijatelju, ker si želi to Maddaleno Lombardini poročiti, da bi lahko šla od teh nun. In si je našla pač tam nekega tenorista, ne, ampak on nima dovolj denarja, da bi jo lahko vzdrževal tako, kot se zahteva strani samostana, da mora biti pač dekle preskrbljeno, da jo spustijo ven. No, skratka, in on je tam neko manjšo spletko poskuša organizirati, kako bi to Maddaleno pravzaprav dobili ven iz te ustanove in jo poročili. Skratka, to je bil ta ključ, ki je odprl to zgodbo na nek način. Sta potem morala še Tartinija poslušati zraven, da je bilo pristno vzdušje? Jaz sem ga poslušala kar nekajkrat, ja, zraven, seveda, ko sem opisovala pravzaprav, kaj glasba pripoveduje, da sem se spomnila ponovno. Ja. Je torej res tako dobra glasba, kot pravi? Absolutno, absolutno, absolutno. Absolutno, to nismo odkrili s to knjigo, ampak njegova slava pač ni neka umetna, neutemeljena, ne, seveda. No, zdaj, ko se bližamo koncu našega pogovora, me še zanima, bosta tudi danes nadaljevala svojo pot naprej do Pirana? Preživljata tudi zimske dni tam? Absolutno. Ja, v Kopru sva se ustavila zaradi vas, ne. Zdaj bova šla pogledat še tržnico, če je boljša od naše piranske. Ja. Potem greva seveda v Piran, z nama je sin, ki je strasten ribič in bo preživel podaljšan vikend ob vodi, ne. On celo noč prestoji ob vodi, lovi ribe, vetrovi, viharji ga ne premaknejo, ne. Tudi temperatura okoli ničle, ne? Ne, nič. To je, biti ribič je nekaj posebnega. Ja. To je stanje duha. Tudi za tiste, ki živijo z ribiči, je to neko specifično vzdušje. No, jaz računam, da bomo ta vikend zelo lepo preživeli z rezultati te tržnice, z rezultati tega, kar bo morda sin ujel in seveda z občutkom, da sva bila gosta ene zelo prijetne gospodične in ene sijajne televizije, ki bo morda širokim množicam v večji meri lahko predstavila to knjigo, kot jo sicer ljudje že poznajo. Ja, tudi jaz bi se vama res toplo zahvalila za obisk, da sta si vzela čas in se oglasila v našem studiu. Verjemita, da sem ena od tistih podpornikov, ki navija za tudi drugi del, če se mogoče kdaj odločita zanj, da izvemo še kaj več o Piranu, ker je bilo res v užitek brati te zgodbe, ker letela sem iz enega lista na drugega, zaradi tega mi je ponavadi vedno žal, ne, kaj je že konec, si mislim. Hvala. Hvala lepa. Tako, do prihodnjič torej lepo prebivanje v Piranu in se še kaj vidimo. Hvala lepa. Vi, dragi gledalci, pa tudi ostanite z nami na Megafon TV in poglejte še kakšne druge vsebine. Lep pozdrav.